Gledate oddajo Klepet ob kavi. Tako sem hvaležna, da bomo v 7. sezoni oddaje Klepet ob kavi kar nekaj oddaj namenili ženskim, predvsem ženskim lasem. Na lase smo zelo občutljivi, Vemo, da moški, ki jim začne izpadati, to tudi vpliva na njihovo samozavest in tako naprej. Tudi pri ženski je tako. In ravno zaradi tega ne razumem, zakaj smo tako agresivni do svojih las, do svojega lasišča z vsem tem barvanjem in takimi in drugačnimi zadevami, kar se dejansko dogaja na glavi. Spoznavali bomo izjemne stvari. Povem vam, to so stvari, ki so meni osebno rešile te moje lase, kajti v svojem življenju sem bila že vseh možnih barv in imela sem tako zelo slabe lase, danes pa sem z njimi kar precej zadovoljna. In zahvala gre definitivno tudi Sonji, ki je danes v moji družbi. Pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljeni. Ti nas boš v bistvu skozi različne oddaje v tej sezoni popeljala do tega, da bomo končno znali ravnati s svojimi lasmi na takšen način, da jih bo to dejansko podprlo in da bomo spoznali in znali zbrati, to je okej, to pa dejansko ni okej. Sicer pa naravno barvanje pravzaprav, ne? Naravno barvanje in tudi nega las in lasišča, tako kot si omenila že na začetku. Ni dovolj samo barvanje. Ja. Za lase moramo poskrbeti. Zdaj, da za lase ustrezno skrbimo, meni osebno je zelo pomagalo, ko sem spoznala malo bolj konkretno, kaj lasje so. Da to ni samo nek okras, ne? Tako je. Jaz pogostokrat rečem ženskam, da lasje niso samo modni dodatek. Ker ko gledamo vse te mogoče barve na laseh, imamo občutek, da je ženskam pomembna samo barva las. S tem, da se pravzaprav ne zavedajo, kaj pomeni kemično barvanje las in kaj pravzaprav so lasje, čemu služijo lasje. Ker vsaka stvar na našem telesu ima svoj pomen. Lasje, bi rekla tako na kratko, po vseh teh mojih študijah, različnih starih spisov, različnih kultur, zapisov različnih kultur, bi rekla, da so nek most med našim fizičnim telesom in med našim eteričnim telesom, pravzaprav energetskimi telesi in energijo, ki nas obdaja okrog. In lasje imajo to sposobnost, da lahko iz okolice prenesejo energijsko informacijo v naše telo oziroma v naše energijsko polje. Kot antene. Kot antene, tako, kot antene. In lasje so nekaj podobnega kot drevesa na mami zemlji. To se pravi, tudi drevesa lovijo kozmično energijo, lovijo energijo iz okolja in jo, bom rekla, materializirajo v auri naše zemlje. Okej. Živi lasje, pa mrtvi lasje. Kako nam lahko to razložiš? Ne vem, koliko življenja še imajo, kako tako grdo delamo z njimi. Mislim, ko sem se jaz naučila brati deklaracije preparatov za lase, sem bila šokirana. Ženske se premalo vejo o laseh in namen las. Tudi ko vprašam ljudi, ali veste, kako lasje nastanejo, ne vejo. Rečejo, to je del roževine, ki pač ščiti našo lobanjo pred vročino in pred mrazom. To se pravi, ščiti naše možgane, da imajo neko stalno temperaturo. Lasje so mnogo več od tega. Niso samo materialna snov, so neka snov, ki ima tudi, bom rekla, neko eterično funkcijo. Če pogledamo, iz česa pravzaprav las nastane, bom rekla tako v grobem, da las nastane iz krvi. Zato, ker je korenina lasu zasidrana v koži. In do vsake
lasne korenine pride drobna žilica kapilara in dovaja kri. In v membrani med koncem kapilare in začetkom lasne korenine je membrana, ki spremeni, to se pravi, ki iz krvi vzame sokrvico in v samem korenu lasu nastaja želatina. Ta želatina potem gre v lasni kanal in ko ta želatina praktično pride iz kože ven po lasnem kanalu, je že trda in je pravzaprav naš las. Zato v zadnjih letih obstaja ena posebna diagnostika, kjer naredijo tvoj pregled organizma s pomočjo las. Vzamejo ti en las in v tem laboratoriju lahko vidijo celo obdobje, to se pravi, kolikor je las star, toliko v celem tem obdobju lahko vidijo, v kakšnem stanju je bil tvoj organizem. Ali koliko si imel vitaminov, koliko mineralov, kaj si jedel, kaj si pil, kakšna zdravila si jemal. In nasplošno je že znano, da tudi, če kdo jemlje drogo, to ostane v lasu in tam se lahko dokaže. Ja, tako da lasje niso tako nepomembna stvar. So v bistvu kakor neka tudi spominska banka. Tako. Veš, kaj sem opazila? Prijateljice, ki so šle na razen s svojimi moškimi, so se zmeraj šle postrišt. In tudi pri meni je bilo tako. Ampak ne zavedno, zakaj se to zgodi? Lasje imajo eno celo mavrico, bom rekla, nekih simbolov. In ženska, kadar se v njenem življenju, kadar čuti neko notranjo potrebo po spremembi, ali pa je ta sprememba že v toku, takrat si podzavestno zaželi spremembo ali frizure, ali pa barve las. Vedno to svoje notranje psihično stanje pokažemo naven z obliko svoje pričeske. Ja, to je en tak podzavesten signal, bom rekla. In tukaj spet ta moja trditev pride do izraza, ko govorim, da so lasje most med našim fizičnim telesom in pa eteričnim oziroma energijskimi telesi. V sklopu našega projekta za promocijo zdravja, kjer velikokrat ljudi testiramo z eno tako bioresonančno kvantno napravo, ti v bistvu kaže različne indikatorje in različne indekse, ki reagirajo ali pa ne reagirajo. Recimo tudi na mleko, na jajca, na dlako od psa, od mačke in tako naprej. In še ni bilo primera, da nekdo ne bi odreagiral na barve za lase. Kaj za vraga je v barvah za lase, da toliko ljudi, imunski sistem cel reagira na to? Pa se niti ne zavedamo mogoče. Ja, ne zavedamo se tega. Zavedamo se šele takrat, ko pride do problemov na lasišču ali pa samimi lasmi. Ampak 3 glavne komponente so, bom rekla, tako uradno pravijo frizerji, da je to treba imenovati sintetične barve za lase. In v teh sintetičnih barvah za lase so 3 glavne komponente. Prva komponenta je nekaj močno alkalnega, to se pravi, ali je to amonijak ali pa nekaj, kar zamenjuje to, ampak mora biti močno alkalno, ker alkalnost odpre ovojnico našega lasu in naša ovojnica lasu je podobna ribji koži oziroma storžu iglavcev, ki je zaprt. To se pravi, ki še ni odprl svojih lusk in ni spustil semen iz sebe. In ko mi dodamo to alkalno snov, te luske odpremo in teh lusk mehansko ni možno več nazaj zapreti. Zato je las po barvanju z sintetičnimi barvami trajno poškodovan in ga ni možno več
popraviti, fizično popraviti. Druga sestavina... To je precej šokantno, kar si povedala. Ja. Druga sestavina je peroksid. Ta je še bolj nevarna, zato ker peroksid, potem ko mu je alkalna snov odprla pot v osrednji del lasu, v naših laseh poišče pigmentne celice, melaninske celice in jih poškoduje. Ne poškoduje pa samo teh melaninskih celic v lasu, ki je izven kože, ampak tudi v samem korenu lasu, kjer te melaninske celice nastajajo. Ojoj. In ženske, ki potem začnejo uporabljati rastlinice za barvanje las, šele ugotovijo, kakšna je njihova prava barva las. Ko se lasna korenina opomore, ko jo ne poškodujemo več s peroksidom, takrat las začne proizvajati svojo lastno pravo barvo. Pa barvanje za lase, to je pa konkretno nasilje. Ja, Mislim, ampak to ni vse. Še ena stvar je zelo pomembna. Jaz sem veliko spisov o laseh brala pri Sikhih. To je ena verska ločina v Indiji. In oni lasje spoštujejo, nikoli v življenju si jih ne ostrižejo in vedno jih zvijejo pod turbanom. Ne? Zanimalo me je, to se pravi, njihov odnos do las in oni pravijo, da so lasje podaljšek našega živčnega sistema, kar tudi drži, če gremo gledat recimo strokovno literaturo o laseh, vemo, da je okrog vsake lasne korenine ovit živčni končič. Wow. Ne? Ja, je pa še druga stvar, to se pravi melanin, melaninske celice v našem lasu, to se pravi naša naravna barva, melaninske celice so pravzaprav živčne celice, ki pa niso povezane. Zato nas ne boli, če strižemo lase. Če bi bile povezane, bi nas bolelo. Ja. Laseki moji, kako vas imam rada. In prav zaradi melanina, melanin je esenca naših las. In melanin je tisti, ki pravzaprav lahko komunicira z energijami iz našega okolja in nam to informacijo prenese v naše energetsko polje. Wow. Melanin je tisti, ki je pravi, zato govorimo o živih laseh, kadar lasje niso poškodovani, kadar nimajo melaninskih celic poškodovanih, kadar nimajo ovojnice poškodovane, takrat se lasje svetijo in temu rečemo živi lasje. Sonja, če sem prav razumela, popravi me, ženska lahko svoj polni fizični, zdravstveni in energijski potencial razvije šele takrat, ko sprejme svojo barvo las in začne spoštovati svojo barvo las, se pravi, ko neha uporabljati barve za lase. Ja, točno tako. Točno tako. Okay. Ampak to zdaj ne pomeni, da bojo ženske sive, če imajo recimo sive lase. Ne? Tukaj imamo precej rastlin, s katerimi so si včasih delali ljudje tretmaja, obloge, pa kot stranski produkt so ugotovili, da je v bistvu tudi barva nastala. Ne? Tako. Hibiskus, kana, amla, šikakaj, indigo in sena. Kadar govorimo o nekem naravnem barvanju, vsi mislijo, da samo kana obstaja, ne? Tako je. Pa to je daleč od resnice. Ja. Čeprav smo že v teh nekaj letih, bom rekla, že precej naredili v Sloveniji na področju ozaveščanja glede rastlin in las, bom rekla. Tako da že kar veliko žensk tudi ve, da ne obstaja samo sena, da obstaja kana, da obstajajo tudi druge rastline. Ampak bi se še malo vrnila k našemu melaninu in naši esenci las. Kaj naredijo za razliko od sintetičnih barv rastline,
ojačajo ovojnico naših las, Wow. ojačajo melaninske celice, zato ker rastlinski pigmenti so tako drobne, fine molekule, da lahko pridejo v las brez tega, da bi bil las odprt, to se pravi, da bi bila poškodovana ovojnica, poiščejo v naših laseh melaninske celice in se na njih nalepijo in s tem jih tudi energijsko ojačajo. Se pravi, je barvanje z naravnimi rastlinskimi barvami tudi en energijski tretma. Tako, ja. Jaz velikokrat rečem, ko naše rastline so žive, ne, čeprav so v prahu, ampak so žive. One imajo svojo frekvenco. In rastline nas učijo zaupanja in potrpljenja. Zakaj potrpljenja in zakaj zaupanja? Potrpljenja zaradi tega, ker vemo, da pri barvanju morajo biti rastline na laseh 4 ure. In marsikakšna ženska, ko to sliši, reče, to pa je nemogoče za mene, to pa jaz ne morem. To je pa preveč. Ne, to je pa preveč. Druga stvar je pa ta, da morajo rastlinam zaupati. Tista ženska, ki je vsa prestrašena, ki hoče točno videti barvno karto, kakšna bo po barvanju, to se pravi, kakšne barve bodo njeni lasje, in če je prestrašena, če je žalostna, če je v stresu, takrat sigurno barvni odtenek ne bo tak kot sicer. Je odvisno od razpoloženja. Od razpoloženja je tudi odvisno in zato jaz pravim, kadar se frekvenca ženske in frekvenca rastlin ujameta, dobimo simfonijo na laseh. Wow. Sonja, ti si mene to par let nazaj poučila in jaz sem tukaj uživala. Midve s kolegico sva se zmenile, nabavile sva vse te zadeve, sva jih zmešale, en dan prej tisto z limono in tak naprej sva vse naredile, pa sva se pa dobile, sva si lepo to dale gor in sva toliko uživale 4 ure, klepetale sva, malo sva gledale neke posnetke, igrale, pele, vse živo. Pa se nama pa ni dal to doma dol dajati, sva šle pa kar spodi frizerjo, pa nama je on dol sprav. In so naju gledali, kada sva z vesolja. Ko ste pa zdaj delali, zdaj ti pa malo bolj, pa ne vem, lase odpadli, ne vem, kaj vse so si mislili. In so bili čisto šokirani, kak sva imela lepe lase. Ja. En tak ritual ženski se mi zdi to. Že veliko naših uporabnic prakticira neke ženske večere in takrat pač to nanesejo ena drugi na lase in pač po žensko uživajo. Po drugi strani imajo pa tudi ženske drugo možnost, da obiščejo frizerski salon, kjer pač rastline tudi uporabljajo za nego. Zdaj jih nekaj je, ne? Počasi jih je, bo vedno več. Vedno več, vedno več. Tudi ene par je izključno ekoloških, brez kemikalij v frizerskem salonu. Je pa res, da frizer mora tukaj zelo močno počistiti, bom rekla, svojimi prepričanji, kakšna mora iti ženska iz salona ven. Ker pri barvanju z rastlinami gre ženska iz salona s turbanom, tako rekoč. Frizeri so pa naučeni, da mora iti s frizuro. Ja. Slišala sem tudi, da tisoč stvari, da jih že v šolah čisto narobe učijo o tem, da nimajo pravega znanja in strašijo potem ljudi. In hvaležna sem in veselim se najnega naslednjega srečanja, ko boš povedala konkretno tudi, kako začeti kombinirati, kaj to pomeni, za koga hibiskus, hana, amla, se pravi, ni naravno barvanje, sam zdaj pa imela rdeče lase, vse žive odtenke lahko dejansko ustvarimo in hvaležna sem Sonji in etnobotaniki, zdaj imamo res to priložnost, da se naučimo in da ženske torej izpolnimo ta svoj potencial in nehamo tako hudo škodovati našim lasem, naši, kak rečeš ti, kroni? Ja, krona, ki jo nikoli ne snamemo. Krasno.